Jedrska raketa je trenutno na poti proti vašemu mestu. Imate morda še 15 minut. Kaj boste naredili? Boste bežali? Se skrili? Poklicali koga? Ali pa bi naredili to, kar bi večina od nas naredila? Preverili telefon? Poglejte skozi okno in si na to skušajte dopovedati, da verjetno ni nič. Prav to oklevanje jih stane življenja. Vaši možgani so naravnani tako, da ignorirajo nemogoče grožnje, tudi ko je odštevanje že začelo teči. Temu pravimo pravilo 70. Zato se pripnite, vzemite zvezek in bodite pozorni. Tako preživite jedrsko eksplozijo, uro za uro, v predmestju. Poglavje 1. Ob 8:07 zjutraj. Eno sporočilo. David ni jutranji človek, kar je žalostno, saj je ob 8:07 zjutraj na torek svet morda le 15 minut oddaljen od konca. Nenadoma mu zazvoni telefon. Prostor napolni oster alarm. David pograbi svoj telefon. Na zaslonu piše: predsedniško opozorilo, nevarnost prihajajoče balistične rakete. Takoj poiščite zavetje. To ni vaja. David to prebere enkrat in potem še enkrat. To mora biti neka prevara ali potegavščina. Sporočilo na njegovem telefonu je že zastarela novica. FEMA Joe, sistem brezžičnih nujnih opozoril ali WEA, isti, ki vas obvešča o nenadnih poplavah in Amber opozorilih, zaobide običajni mobilni promet, da dostavi opozorila. Popolnoma je odporen na največjo zasedenost omrežja. In to je 12 minut, v katerih bazne postaje v 3 zveznih državah hkrati pokrivajo območje z enakim nujnim obvestilom. Rezultat je, da milijoni telefonov hkrati sprožijo alarme. In prihajajoče rakete ne čakajo, da se omrežje sprosti. Ko je Davidov telefon zavibriral, je bila bojna glava že na pol poti do cilja. Potovala je s približno 15-kratno hitrostjo zvoka. David ima v najboljšem primeru 15 minut. Trenutno teče 2. minuta. Njegov sosed Gary je že pred njim. Ali tako vsaj misli Gary. Gary Kowalski, star 43 let, se je na ta trenutek pripravljal skoraj celo desetletje. Za vsakega člana svoje družine ima pripravljeno torbo za izredne razmere. Seveda, barvno označeno po prioriteti. Ima radio na ročno gonilko, 3 rezervne generatorje, liofilizirane obroke in plastificirano mapo z nujnimi protokoli. Gary vidi opozorilo in je že v gibanju. Svoj tovornjak je napolnil z nujnimi zalogami za 72 ur, taktično svetilko in CB radijem. Desetletje je preživel v pripravah na dan, ko se vse sesuje. Težava je v tem, da se je Gary pripravljal na preživetje po zrušitvi, ne pa na preživetje v prvih 48 urah ob 8. 08 zjutraj zapelje vzvratno iz svoje dovozne poti in pohodi plin, medtem je David še vedno na telefonu. To je eden najbolj dokumentiranih psiholoških pojavov v raziskavah upravljanja izrednih razmer in ima svoje ime – Milling. Takoj po opozorilu na nesrečo večina ljudi ne ukrepa. Namesto tega zbirajo informacije. Iščejo potrditev in verjetno pokličejo nekoga, da dobijo potrditev od drugih, da je grožnja resnična. Leta 2018 je bilo na vsak telefon na Havajih poslano pravo opozorilo o prihajajoči balistični raketi. Raziskovalci na Univerzi v Georgiji so preučevali, kako so ljudje dejansko odreagirali. Nekateri so se odzvali s popolno paniko. Pošiljali so ljubljenim zadnja slova, bili so neotolažljivo čustveni, izrekali so opravičila kot na smrtni posteli. Večina ljudi pa je omahovala in skušala ugotoviti resničnost sporočila, preden so ukrepali. 45% anketirancev v raziskavi o tem, kako so se odzvali na sporočilo, je povedalo, da niso bili prepričani o njegovi verodostojnosti. Še 27% mu sploh ni verjelo. Nekateri so končali svoj zajtrk, drugi so sporočilo preprosto ignorirali. Eden od moških, kot je zapisano v študiji, se je vrnil nazaj spat. Opozorilo je bilo aktivno 38 minut, preden so ga popravili. V tem času, ko je bila resnično zastrašujoča novica na vsakem telefonu v državi, je bil prevladujoč človeški odziv v bistvu seveda. Čas, ki so ga večinoma ljudje potrebovali, da so ugotovili, ali je opozorilo verodostojno ali ne in da so ukrepali, je bil približno 12 do 15 minut. To je tudi pri resničnem izstrelitvi običajno razlika med življenjem in smrtjo. David je že porabil 3 od teh minut. Pogleda na svoj telefon, nato na svoje otroke. Pogled mu znova uide k predalu s hrano v kuhinji. Pod kupom menijev za dostavo hrane in nekaj praznimi baterijami je plastificirana kartica s 6 točkami. Naredil jo je pred 2 letoma, potem ko je ob 2 zjutraj se izgubil v brskanju po Redditu. Prva vrstica se glasi: ne evakuiraj se. Takoj se umakni pod nivo tal. Ura še vedno teče. Ostalo je še 12 minut. Drugo poglavje. 8:08 do 8:20 zjutraj. Najpomembnejših 12 minut Davidovega življenja. Ko se zgodi nekaj groznega, vsi vedo, da moraš samo teči. Pobegneš ven, zgrabiš otroke, zgrabiš ženo, zgrabiš denarnico in ključe. Postaviš čim več razdalje med sabo in tisto grozno stvarjo in pobegneš iz mesta.
To je zgodba vsake evakuacijske vaje, v kateri je David kdaj sodeloval. Gibanje pomeni preživetje, nepremičnost pomeni smrt. Plastificiran list je jasen, ne odlašaj in ne odidi. Davidova žena Karen se pojavi v vratih kuhinje. Na obrazu nima barve. Ima izraz človeka, ki še ni dojel, da se je svet v zadnjih nekaj minutah bistveno spremenil. Vpraša, ali je opozorilo vaja. David odkima. Ne, ni vaja. Izgubljajo minute, ki jih nimajo. David zgrabi otroke in steče proti kleti. Resnost situacije zadene Karen in panika se ji zariše na obraz. Gary Kowalski je že 3 minute na poti. Njegov radijska postaja CB prasketa sporočili. Panika preplavlja radijske valove. Pogleda skozi okno in vidi ljudi, ki se zmedeno prerivajo, ne vedoč, kaj naj storijo. A Gary ima načrt. Na sedežu ima mapo za nujne primere, odprto na poglavju o evakuacijskem protokolu. Odpravlja se v podeželsko Indiano, na posestvo svojega svak, približno 225 km zahodno. Rezervoar za gorivo je poln, s seboj ima energijske ploščice in vojaške obroke MRE. Toda tisto, kar Garyju manjka, je zaščitni faktor. To je meritev, ki jo uporabljajo načrtovalci za izredne razmere, da določijo, koliko določena zgradba ali vozilo zmanjša vašo izpostavljenost sevanju v primerjavi s tem, če bi stali na prostem. Zaščitni faktor 10 pomeni, da prejmete 1/10 doze sevanja, kot bi jo prejeli zunaj. Zaščitni faktor 40 pomeni, da prejmete 1/40. Garev tovornjak ima zaščitni faktor 2. In to je še velikodušna ocena. Literatura o upravljanju v izrednih razmerah glede tega ni dvoumna. Avto. Prav vsak avto. Ne glede na to, koliko nujnih zalog je v prtljažniku, ne glede na to, koliko stane, je z vidika sevanja v bistvu veliko premično okno. Kovinski okvir nudi zanemarljivo zaščito. Steklo je sploh ne nudi. Pred jedrskim padavinami ste zaščiteni približno toliko, kot če bi stali na svojem dvorišču. Običajna klet v predmestju je povsem druga zgodba. Tudi tista nedokončana, nekoliko vlažna klet z grelnikom vode v kotu ima zaščitni faktor med 10 in 40. Ko se premaknete proti središču kleti, se zaščita samo še poveča. Beton, zemlja in masa hiše nudijo pravo zaščito pred gama sevanjem. Če povem drugače, večja je verjetnost, da boste zaradi izpostavljenosti sevanju umrli v prometnem zastoju, kot pa v manj idealni notranji sobi. Gary v mislih preigrava svoj načrt. Pomislil je na vse, razen na promet. Promet pred njim je popolnoma obstal. Vsi drugi ljudje v krogu 24 km so imeli isto idejo kot on. Nekje spredaj nekdo besno trobi. Gary nervozno pogleda na uro in poveča glasnost svojega CB radija. Potem, ko vzame hrano, vodo in nekaj zalog iz garaže, David ob 8:19 zjutraj spravi svojo družino v klet. 12 minut po opozorilu, točno na zunanjem robu časovnega okna, kjer so podatki iz Havajev pokazali, da se večina ljudi končno neha odločati in začne ukrepati. Za njimi zapre vrata kleti. Prostor je temen in vlažen. Vklopi svetilko na svojem telefonu, medtem ko se otroci povzpnejo na star kavč. David sedi poleg njih. Pogleda na drugo točko na plastificiranem listu. Roka se mu trese. Ostanite pod nivojem tal. Nikakor ne hodite v zgornje nadstropje. Nevarnost je nevidna. Zunaj, skozi majhno kletno okno blizu stropa, je nebo popolnoma normalno. Modro, z nekaj oblaki, ki brezciljno plavajo mimo. Nič se ne dogaja. Ali pa vsaj nič vidnega. Tretje poglavje. 8:20 zjutraj. Steklena krsta. Klet v hiši Caruso ni raj za preživetje v sili. Ni okrepljenega zaklonišča, kot je bilo običajno v hišah zgrajenih v 60 letih prejšnjega stoletja. Na steni ne visijo zaščitne obleke pred sevanjem. V omari ni 6-mesečne zaloge liofilizirane hrane. Imajo star kavč, bojler in božične okraske v neoznačenih škatlah. V kotu je polica s konzervirano hrano, ki jo je Karen panično kupila med pandemijo in nato pozabila nanjo. Zdaj so to glavne zaloge hrane družine med dejanskim dogodkom, ki pomeni konec civilizacije. David naredi miselni popis. 16 steklenic vode za božičnimi škatlami. Grelnik vode vsebuje še dodatnih 45 galon, če bo treba. Konzervirana hrana, čeprav nima pojma, ali je kateri od izdelkov že potekal. 2 telefona, oba večinoma napolnjena, ki jo lahko uporabita kot svetilki. Tukaj bi moral pustiti pravo svetilko. Vsakič si je mislil, da bo to naredil kasneje. Če bo še imel priložnost, te napake ne bo ponovil. Zunaj, skozi majhen pravokoten okno v kleti, se je nekaj spremenilo. Nekje na ulici se oglasi avtomobilski alarm, nato še eden. Nato se zasliši pridušeno vpitje. Davidov 9-letnik pogleda skozi okno. Gospod Kowalskijeva žena je zunaj, reče. David pristopi k oknu in pogleda. Linda Kowalski stoji na svojem dovozu v kopalnem plašču s telefonom pritisnjenim ob uho. Počasi se obrne v krogu, išče signal ali nekoga, ki bi ji povedal, da se to res ne dogaja.
Pogleda gor in dol po ulici ter kriči v telefon. Nato pogleda v nebo. Če je to opozorilo resnično, je nekaj že na poti. David začuti hladen sunek spoznanja. Opazuje nekoga, ki izgublja čas, točno tako kot ga je on. Ona tava naokoli, Gary pa je odšel brez nje. David začuti močno, takojšnjo, skoraj biološko potrebo, da bi šel gor, odprl vhodna vrata in ji pomahal, naj pride k njemu. In potem še enkrat prebere drugo točko. Nevarnost je nevidna, zato ostane tam, kjer je. Zveni kot moralna napaka, vendar je vredno biti natančen glede tega, kaj David v tem trenutku počne in česa ne počne. Ne odloča se, da bi pustil svoje sosede umreti. Odloča se, da ne bo odprl vrat, ki bi, če bi jih odprl, njegovo klet iz zaprtega zatočišča spremenila v nezaprto. To je scenarij, kjer je grožnja v zraku prisotna kot delci, ki jih ne moreš videti, zavohati, okusiti ali zaznati brez posebne opreme. Gleda, kako izgine nazaj skozi vhodna vrata. David pogleda navzdol na tretjo točko. Piše: udarni val prispe 1 do 3 minute po blisku. Spusti se k tlom, pokrij glavo. Odpre usta in blisk se pojavi, še preden lahko izreče besedo. Tudi skozi majhno okno v kleti, tudi na 20 mil oddaljenosti, skozi steklo in beton ter skoraj 2 metra ohiške zemlje, je svetloba nenavadna. Pride brez zvoka, ni kot strela ali sunek elektrike. To prihaja od vsepovsod hkrati. Ozka trata zunaj kletnega okna postane bela, nato še bolj bela, nato pa v barvo, ki je tako svetla, da človeški zanjo nima imena. Traja vsega 4 sekunde in klet ostane tiha. David se skloni in vsem reče, naj pokrijejo glave in se skrijejo za kavč. Karen začne ugovarjati, a David ustraja. Premaknejo se in David pogleda na uro ter začne šteti. 90 sekund, tako piše v tretji točki. 90 sekund od bliska do udarnega vala na 20 miljah. Če je bil Kolumbus zadet, so znotraj tega radija. David pride do 71. Trenutek je hiša tiha. Naslednji trenutek ni več. Sprememba pritiska se ne sliši toliko kot zvok, bolj se začuti kot udarni sunek. Zaleti se skozi temelje hiše in po betonskih tleh, dokler ne udari v podplate Davidovih čevljev, njegova kolena in prsi. Grelnik vode zaropota. Škatle z božičnimi okraski se premaknejo na polici. Nekaj pade zgoraj, verjetno knjižna polica na hodniku. Z zadnjim pokom kletnega okna prostor znova utihne. Nekaj milj stran Garyjev tovornjak stoji zapuščen v prometnem zastoju. Sibi postaje še vedno prasketa z drobci panike. Gary je vedel, da je obtičal, da ne more priti do svojega svakovega doma, zato je naredil to, kar so naredili vsi ostali. Izstopil je. Ljudje kričijo in se prerivajo med avtomobili. Vozniki zapuščajo svoja vozila. Gary je le še ena oseba ujeta med strahom in nagonom. In potem se nebo obarva belo. Za trenutek se vsi na avtocesti ustavijo. Kričanje, tek, panika. Vse zamrzne pod svetlobo, svetlejšo od vsega, kar bi človeško oko sploh smelo videti. Gary pogleda proti mestu. Steber ognja in dima se dviga v nebo. Konec sveta, na katerega se je leta pripravljal, je prišel. Toda priprave so ostane v tovornjaku. Zasivna mapa je še vedno odprta na sovoznikovem sedežu. Zaloge so še vedno zapakirane zadaj, Gary pa stoji točno tam, kjer mu je njegov lasten načrt prepovedal biti. Zunaj pogleda proti blisku. V kleti David dvigne glavo. Pogleda svojo družino, stisnjeno za starim kavčem. Njegova hči Emma se močno drži svoje mame. David hitro pregleda situacijo. Ni poškodb ali krvi, grelnik vode še vedno deluje. Še pomembneje, hiša še vedno stoji. Izdihne. Elektrike ni. Njegova telefonska svetilka je edini vir svetlobe spodaj. Zgoraj nekaj kaplja, morda cev ali strešno okno. Pogleda skozi okno v kleti. Nebo je še vedno modro, vendar so ptice prenehale čivkati. David pogleda četrto točko, na kateri piše: ni še konec. Oblak radioaktivnih padavin prihaja. Ne odpiraj nobenih vrat ali oken. To je najpomembnejše pravilo. Davidu se želodec stisne. Saj ve, da je to šele začetek. Zdaj morajo čakati. Četrto poglavje. 8:23 zjutraj. Ura tišine. Hiša še vedno stoji, kar je po vseh merilih dobra novica. David ve, da je to dobra novica. Njegovi možgani to pravilno obravnavajo kot dobro novico. In vendar je nekaj globoko nezadovoljivega v tem, da preživiš jedrsko eksplozijo. Saj je tisti del, ki si ga vsi predstavljajo, ognjena krogla, trenutno uničenje, končan v manj kot 2 minutah. Kar pride zatem, če si dovolj daleč od epicentra, ni dramatično. In prav v tem je past. Človeški možgani so stroj za prepoznavanje vzorcev, ki je preživel več 100 000 let na afriški savani in se naučil ocenjevati grožnje po njihovih vidnih lastnostih. Če se je pojavil plenilec, je izgledal kot plenilec. Če je izbruhnil požar, je nastal dim. Če je prišla poplava, je bila običajno voda.
Grožnja se je pojavila, tvoji možgani so jo zaznali in tvoje telo je odreagiralo. Sistem je deloval. Gama sevanje se ne pokaže, je brez barve in vonja. Brez pomoči Geigerjevega števca nima nobenega prepoznavnega zvoka. Ne oddaja nobenega toplotnega podpisa ali kakršnega koli fizičnega občutka pri ravneh izpostavljenosti, ki trenutno se pomikajo proti hiši Caruso v severozahodni smeri s približno 24 km/h. Začetni udarni val eksplozije na tleh, ki je zadel Columbus, je povzročil ogromen nadtlak po vsem mestu. Toda eksplozije na tleh naredijo še nekaj drugega. Vlečejo ogromne količine zemlje, betona, asfalta in ruševin v sam ognjeno kroglo. Ta material postane radioaktiven in zdrobljen v mikroskopske delce. Nato ga veter odnese v smeri vetra kot radioaktivne padavine. In na tej stopni ta oblak sploh ne izgleda kot oblak. Ni videti ničesar, zdaj pa je oddaljen že 18 km. Družina Davida ima približno 44 minut, preden nevidni oblak z radioaktivnimi padavinami preplavi hišo. Vsaka minuta, ki jo ostanejo zaprti v notranjosti, izboljša njihove možnosti. Njegova hči tega ne ve, samo zanimajo, kje je mačka. David pogleda 4. točko. Ne odpirajte nobenih oken ali vrat. To je najpomembnejše pravilo. Njegov sin pogleda v razpokan kletni okno in vpraša očeta, če je bomba že eksplodirala. Zakaj so še vedno tukaj spodaj? To je pravo vprašanje. Udarni val je prišel in minil. Hiša še vedno stoji. Nebo je modro. Preden lahko David odgovori, se z zgornjega nadstropja zasliši udarec. Enkrat, dvakrat, spet. Nekdo tolče po vhodnih vratih. David se ne premakne. Senca švigne mimo kletnega okna, nato se ustavi. V steklu se pojavi Linda Kovalski. Njen obraz je bled, prekrit s pepelom, prestrašen. Vidi jih. Pest udari ob okno. Prosim! Še en udarec. Davidu se želodec obrne. Vsak instinkt mu pravi, naj jo spusti noter. Ne more. Prime sina za roko in ga obrne stran. Zadnji udarec ob steklo, nato tišina. Bomba ni tista, ki ubije večino ljudi. Večino ljudi v takšni situaciji ubije to, da odidejo prezgodaj. To je pravilo 7-10. To je del, o katerem nihče ne govori, ker zahteva, da mirno sediš in ne narediš ničesar. Deluje takole. Za vsakih 7-krat več časa po eksploziji se stopnja izpostavljenosti sevanju zmanjša za faktor 10. Po 7 urah je stopnja izpostavljenosti zunaj 1/10 tiste, ki je bila v 1. uri. Po 49 urah je 1/100, kar pomeni, da čas sam postane orožje proti radioaktivnemu prahu. Vsaka ura, ki jo David in njegova družina preživita, zaščiteni za plastmi betona, lesa, izolacije in zemlje, drastično zmanjša odmerek, ki ga prejmejo. Po 48 urah lahko ustrezno zaščiten preživeli prejme le majhen delček sevalnega odmerka, ki ga v istem času prejme nekdo, ki je bil zunaj izpostavljen. Matematika ni zapletena. To je pravzaprav ena izmed bolj preprostih matematičnih problemov, s katerimi se je David srečal v svoji karieri IT vodje. Matematika zahteva le 48 ur v kleti. In to je najtežji del. David pogleda navzdol na 5. alinejo. 48 ur je minimum. 24 ur je absolutni minimum, če res morate. Ne dovolite, da vas kdorkoli prepriča v nasprotno, niti vi sami. Potem se nekaj spremeni zunaj okna v kleti. Je subtilno. Nekaj takega, česar ne bi opazil, če že ne bi gledal. Če ne bi zadnjih 51 minut strmel v tisti majhen pas prednjega dvorišča ter razbito steklo in nebo nad njim, bi bilo drugače. Svetloba je drugačna, bolj razpršena je. Kot da bi sonce zašlo za zelo tanek, visok oblak, ki splošči sence na sprednji trati. David zre v sosedovo hrastovo drevo. Ob tem času zjutraj bi morala biti njegova senca ostra, namesto tega so robovi zabrisani. David pogleda 6. alinejo, jo prebere enkrat in nato še enkrat. Zazre se skozi okno in nato v svojo družino. 5. poglavje, 9:16. Zjutraj. Črni dež. Če vidite, da zunaj padajo delci, se ne približujte oknom. To so radioaktivne padavine. Smrtonosno je. To je 6. alineja. David vsem reče, naj se premaknejo na sredino sobe. V njegovem glasu ni panike, a Karen ve, da je nekaj narobe. Takoj vstane in začne premikati kavč. Zunaj kletnega okna začne nekaj padati. Ima enak lenoben, brezcivni padec kot sneg, enako brezbrižnost do gravitacije. Je barve pepela, teksture finega peska in se nežno useda na sprednjo trato družine Caruso. Na streho avtomobila Linde Kovalski, na odtise rok, ki jih je pustila na kletnem oknu. David opazuje, kako sivi prah počasi briše odtise. Večina radioaktivnega useda, ki nastane pri eksploziji na tleh, je sestavljena iz delcev, ki so dovolj veliki, da jih vidimo s prostim očesom. To ni splošno razumljeno, vendar je priljubljena predstava o sevanju nevidni ubijalec.
Žarki, valovi in izžarevanja iz svetlečega vira, ki ga ne moreš videti ali se ga dotakniti. Radioaktivni, just po eksploziji na tleh, ni takšen. To so v resnici jeklo, beton in človeški material. Vse oparjeno v točki detonacije, posrkano v ognjeno kroglo in obsevano z jedrsko reakcijo. Takrat mora le še slediti osnovnim zakonom fizike. Kar gre gor, mora priti tudi dol. Drobenci v prah se ustede na trate, pokrove avtomobilov in hrastova drevesa, pa tudi na lase in kožo vseh, ki se po naključju nahajajo zunaj. Če živite na običajnem kraju in lahko sredi julija vidite sneg, se morda želite takoj umakniti na varno. Ne verjamete? 1. marca 1954 so Združene države Amerike razstrelile termonuklearno orožje z imenom Castle Bravo na atolu Bikini na Marshallovih otokih. Imela je moč 15 megaton, kar je približno 1000-krat več kot orožje, ki je uničilo Hirošimo, in skoraj 3-krat več, kot so ocenili njeni načrtovalci. Eksplozija je uparila 10 milijonov ton peska, koral in vode, ter jih spremenila v radioaktivni oblak širok 160 km. Ko je ta oblak dosegel atol Rongelap, 177 km od mesta preizkusa, je radioaktivni prah izgledal kot sneg. Otroci so se igrali z njim, odrasli so nadaljevali z delom na svojih dvoriščih. Rongelap je bil evakuiran. Zdravstvene posledice so bile tako resne in dolgotrajne, celo smrtonosne, da je bil celoten atol na koncu razglašen za neprimernega za bivanje. V naslednjih 2 dneh pravilo 70 postane neusmiljeno odštevanje. David pogleda na svoj telefon, ostalo mu je še 23% baterije. Odpre aplikacijo za zapiske in najde številke, ki jih je pred 2 letoma prepisal z Reddita na plastificiran list. Če bi nekdo zdaj stopil ven, bi to pomenilo 100% odmerek sevanja. Počakajte 7 ur in ta odmerek pade na približno 10%. Počakajte 49 ur in je zmanjšan na 1%. Vsako uro, ki jo preživijo v tej kleti, se njihove možnosti za preživetje nekoliko povečajo. Zunaj je radioaktivni prah, ki prekriva trato pred hišo Caruso, najbolj nevaren. To je trenutek, ko stopnja sevanja dosega vrh. Delci so sveži, maksimalno radioaktivni in prekrivajo vsako površino v soseski. Najhujši trenutek je tudi trenutek, ko se zdi, da se ne dogaja nič. David pomisli na Lindo Kovalski, ki tolče po steklu, nato pa se ustavi. Nič več ni mogoče storiti. Še enkrat preračuna in zre v plastificiran list. Številke povedo vse. Razlika med prvimi nekaj urami in zadnjimi nekaj urami je razlika med smrtjo zaradi akutnega sevalnega sindroma in tem, da čez 48 ur sediš tukaj živ in razmišljaš, kako obnoviti to, kar je ostalo. David zdaj začenja spoznavati, da je bil plastificiran list pravzaprav vedno namenjen temu. Da veš prav v tem trenutku, v tej točni uri, ko mu vsak nevron v telesu sporoča, da je nevarnost minila, številke pa pravijo drugače. Ob 9:31 zjutraj. Radioaktivne padavine so tako vidne, da jih ne more skriti niti razpokano in prašno steklo kletnega okna. Sprednja trata je siva, hrast je siv, ulica je siva, parkirani avtomobili so sivi, vsaj tisti, ki imajo še vsa stekla. Videti je kot zima, tiha, brezbarvna zima. Ema vpraša, ali lahko mački spet prideta noter. Ne mara biti moker, reče, ne mara snega. David razmišlja o mačku, ki sedi na kuhinjski polici ob oknu, 11 stopnic in ena zelo pomembna vrata stran od kleti. Predstavi si, kako prečka kuhinjo in odklenja vrata. Potreboval bi le 1 minuto ali 1 napako. Okno v pritličju ima zaščitni faktor približno 1, z drugimi besedami, kot da ga sploh ne bi bilo. Ob 9:44 zjutraj. CB radio, Garija Kovalskega, zapuščen na sovoznikovem sedežu, še zadnjič zašumi. Kratek šum in nato tišina. Avtocesta se je spremenila v parkirišče. Vozniki, ki so zapustili svoja vozila, ležijo negibno med pasovi. Siva prah se useda nanje. Ura še naprej tiktaka in pravilo 70 še naprej opravlja svoje delo. 6. poglavje. 9:16 zjutraj. 48 ur. Radioaktivne padavine padajo 6 ur. Družina poje breskve. Jedo konzervirano juho, ker je kemping kuhalnik v garaži, garaža pa zahteva odpiranje vrat. In to se ne bo zgodilo. Karen sedi v temi in na telefonu dela sezname vsega, kar bodo potrebovali, ko bo tega konec. Odkar sta se spoznana, je njen odziv na katastrofo logistika. Nekje okoli 15. ure začne David drugače razmišljati o Garyju Kovalskemu. Istega jutra se je Gary zdel kot svarilna zgodba. Tip, ki je desetletje preživel v pripravah na konec sveta. In zdaj David ni več tako prepričan. Gary je razumel nekaj, česar skoraj nihče drug ni. Nevarnost ni bila bomba, nevarnost je bilo vse, kar je sledilo. David razmišlja o Lindi, o njenem glasu zunaj okna kleti, o sosedih, ki jim ni uspelo priti pod zemljo, in potem razmišlja o tem, kaj sledi. Carusovi niso bili ljudje, ki bi se pripravljali na konec sveta.
Niso bili strokovnjaki za preživetje. Imeli so le 6 točk na enem plastificiranem listu papirja. Na koncu je bil načrt spravljen v predalu za drobnarije. Včasih je to dovolj. Garijeva pripravljenost ga je s popolnim zaupanjem pripeljana do ene odločitve, ki bi ga najverjetneje ubila. Evakuacija z avtomobilom je bolj nevarna kot zatekanje v klet. 6 ur po eksploziji razmejitev, ki se je začela ob 8:07 zjutraj, ni več nevidna. Tam je, v resničnem svetu. V prvih urah po izpostavljenosti visokemu odmerku sevanja se začnejo prodromalni simptomi. Slabost, bruhanje, driska, šibkost, utrujenost. Za tiste, ki so bili zunaj v času radioaktivnih padavin, tiste, ki so se predolgo zadrževali ali so se evakuirali z avtom in obtičali, telo zdaj pošilja prve račune za te odločitve. Najbolj krut del akutnega sevalnega sindroma je tisto, kar sledi. Po začetnih prodromalnih simptomih nastopi latentna faza, v kateri bolnik izgleda in se počuti na splošno zdrav več ur, včasih celo nekaj tednov. Nato pa ponovno resno zboli. Telo se zdi, da si opomore, ljudje se počutijo bolje, delajo načrte, nato pa je treba plačati polno ceno. To trenutno ni Davidov problem. Davidov problem je vprašanje dekontaminacije. Karen je vprašana, kaj se zgodi, če morajo iti gor po stopnicah in se nato vrniti nazaj dol. Odgovor sta milo in voda. Pred ponovnim stopom slecite zunanje oblačila, stuširajte se s šamponom, ne z balzamom. Karen ga nejeverno pogleda. David pojasni, da balzami za lase vsebujejo spojine, ki lahko radioaktivne delce neposredno vežejo na vaše lase. Kontaminacija je nato ujeta pod proteinskimi luskami. Že samo odstranitev zunanje plasti oblačil lahko odpravi do 90% radioaktivne kontaminacije. To je nekaj tako preprostega in učinkovitega, da vedno znova preseneti ljudi, ki so leta in tisoče dolarjev vlagali v priprave na prav takšen scenarij. Natanko 24 ur po opozorilu se David prvič sam povzpne po stopnicah iz kleti. Otroci spijo, Karen ga ne poskuša ustaviti. Skozi polomljene žaluzije pronica medla, pepelnato obarvana zora, ki razkriva, kaj je ostalo. Kuhinja je uničena. Jugovzhodno okno je izginilo, steklo je raztreseno po vseh površinah. Tanka plast sivega prahu prekriva pulti. Knjižna polica leži obrnjena navzdol na hodniku, točno tam, kjer je napovedal. Radio na pultu je mrtev. Zadrževanje v notranjosti 48 ur je skupno izpostavljenost Davidove družine sevanju zmanjšalo za približno 99% v primerjavi s prvo uro zunaj. Niso potrebovani bunkerja za preživetje ali podrobnega priročnika za preživetje. Oba znana preživela eksplozije v Hirošimi, ki sta bila najbližje hipocentru, sta preživela, ker sta bila pod zemljo v zaščitenih betonskih kleteh. Najbližji znani preživeli, moški po imenu Eizo Nomura, je bil v kleti armirano-betonske stavbe le nekaj več kot 150 metrov od ničelne točke. Dočakal je 84 let. Ni imel nahrbtnika za izredne razmere. Imel je klet in srečo, da je bil v njej, tako kot David in njegova družina. David najde mačkovo Mari za perilo na vrhu stopnic, njenem osebnem bunkerju, že od približno 8:20 prejšnjega jutra. Mačka je nekako popolnoma v redu, zunaj pa svet ni. Zdaj veste, kako preživeti jedrsko eksplozijo, ampak kaj se zgodi, če vas ujame radioaktivne padavine? Ugotovite, kaj dejansko naredi vašemu telesu v oddaji Sevanje, najslabši načini smrti. Ali pa si oglejte to.